Vprašam kar Geminija, kako. A s Geminijem se vi pogovarjate? Ja, sem ko vprašal, kako izklopim, ker ga ne morem, ker vklopim, imam Geminija. Aha. Imam tako naštima, da ker vklopim telefon, tle, Ja. da je zdaj izklopim. Ja, da je kaj, da je Ker pritisnem na izklop, Ja. v bistvu, ne, na tist, se v bistvu prižge Gemini. Lahko bi tudi Ampak, a drugače je naredil. Android, a ni to je? Android, navaden. Aha, okej. In pa, ko se slišal, samo vprašam, pa pove, kako. Ni te nič poklicati, tako kot Siri. Siri moraš malo poklicati. No, če treba, ne. Kar direktno. No, ne. Če že, mora biti direkt, mora biti. No, okay. Kaj da? Zgleda bolj naraven, ne, če je, Ja, če direkt, ja. če je direkt, ne. Je pa res, da... Se pa narodno hecno sliš, ne, da tako nekaj sprašujem, kako izklopim telefon. No, ampak sej, to je en del komunikacije, ki po moje se bomo morali malo navaditi. Da imaš še enega, ja. Kako? Absolutno, absolutno, da imamo še enega, ne. Ja, tako je. Ja, seveda. Rabite košalj. Ne, češ ne, ne. Pa se dosti drugače menite z Geminijem ali ga imate samo za take utilitarne stvari? Za utilitarne, ker imaš še druge oblike, no. Imamo še druge AI, ne, imamo pač Grammarly pa to. Ima tudi svojega. Ta je najbolj priročen, ker je v telefonu, pač. Ki je že kar noter, ne? Ja, seveda. Ja. Zadnjič mi je profesor Gabrielčič razlagal, kako se pogovarja s chatom, On se, kako pišeta. a ja, no. To pa je že bolj sofisticiran. Brez veze, lej, to je tako kot Google, kaj. Ja, Saj, aj kaj drugače. ja je. Saj isto, če Google search vključim karkoli, se pogovarjam z njim, ne. To je, ja. Ampak ta ti da več, pa boljš, pa bolj kontekstualno. Ma je, Ne? tudi. Nisem izkušen, ne vale, da bi. Ker nočem biti. Zakaj ne? Ja, ker se mi zdi, da moraš še zmerom svojo pamet. Ne? Ker bistveno podatkov dobim, ki sem včeraj vprašal, recimo, koliko je člankov v zadnjem desetletju na temo Karene, tako, urbani blok. Ja. Ne, ker to pa res ne moš, ne? Ampak odgovor je, da ne ve, ne? Da vprašaj druge, ne? Tiste, ki v bistvu se ukvarjajo. Ki se ukvarjajo z pač statistikami. In ko vprašaš une, ki se ukvarjajo s statistikami, ne? Potem oni pač ne vejo. Ne? Oziroma jih dajo preveč, jih dajo, da jih je 117 000. In pa preveram in ni res. In tako, A slovenskih ali... ne, sploh. Ti delaš, vedno moraš malo pogledati, kaj je kaj, da vidiš, kaj je tema aktualna. Ne? Ampak Še ni, no, saj bo, ampak ti še zmerom imate posebne, kako bi rekel, strežnike, ki to pa težko prideš. Pa pol še zmerom moraš narediti sam raziskavo. ja, to pa je tako vedno. Ja. Sploh pri chatu, ki ti hoče ugajati, ne vem, to je kakšno Ne, prijavo, ne. samo zato, da... Ni, le. Kaj? Ja. Ne, pa ne, da bi to je vrhunska vse, ampak v glavnem na glavne stvari, ki sem jih vprašal, nisem dobil odgovora, ker so bile pač za prezahtevne. Moraš poklicati pač, ne, strežnik tisti, ne, kjer je jaz, porc vsem. In on ti ne, in potem ti on reče še bolj specialnega in tudi ne, in tako pa dobiš. In potem so predavanja danes tako, da eni pokažejo te statistike, delajo in ko naredi statistiko, tako je tak fant, pač prijazen Mladenič naredil na tem kratkem simpoziju, da je naredil pa analizo razstav Plečnika. Ne? Ampak to ne bilo treba njega, ne? Ne, ja. To v bistvu ni naredil nič. Ja. Tisto predavanje je... Ja, nič, ne? Ampak to je tako, bi moral biti neki avtomat, ki to naredi. Ne? Ja. Dajte mu vse razstave Plečnika in on pa naredi analizo vsega. Ja. Koliko je bilo slik, koliko je bilo tega, kdo je delal. Ne? To ni stvar, ki bi se ti, ki je škoda časa se ukvarja. Škoda časa nekoga, ki se spozna na materijo, da bi se zdaj Ker nima nobene vsebinske Ja. vrednosti. Ne? Ampak če pa ti vidiš
to statistično raziskavo, pa da vidiš, ne vem, da je bilo toliko tega, toliko unga, z tega lahko šele nekaj sklepaš. In zato je brez veze to. Ne, brez veze. Je že imel vezo, ampak. Pri teh stvareh, ki ti res rabiš, še ne rabiš, mogoče drugje v medicini bolj, pa nas pa ni. Pa ni kritika to. Samo dejstvo. Če so že pri tem, da ga jaz tudi vprašam, kdaj, ampak moraš zelo inteligentno vprašati, potem pa včasih dobiš kakšno odgovor. V bistvu moraš ti povedati, kaj češ vedeti. Ne? Ampak ne tako, kadar je statistika, vidim, da ni. No, jaz Gemini zelo malo uporabljam, moram pa znati, jaz imam več četa, pa gruka, Gemini pa res... Ne, ta je kar tako, se pravi, ta je na mizi. Ta je verjetno noter. Ja, ta je noter. Ker je pač Google. A je bilo potlej zadnjič malo po tem predavanju še kaj bolj zanimivega, ker jaz sem jih takrat pol moral videti. Ne vem, če. Ne. To ne smeš, to moraš... Veste, da kritike ne smeš. Kako? Kritika mora biti zadržana, ne? Ti moraš vedeti, kako kritiziraš. Te vse je fajn, da je, ampak bistvo se ne pove. Bistvo se nikoli ne pove. Samo iz celega tega simpozija, samo en stavek bil mogoče zanimiv, ne? Ja. Ki je zgodovinsko dejstvo. To je. In to je, da Plečnik se ni učil pri Wagnerju. To je vic, ne? Ampak pri Fabjaniju. Ampak a so ga povedali ali ga niso povedali? Ta stavek je pa izrečen. Ampak ne, da se je učil pri njemu, da je v njegovi skupini, Ja. v njegovi grupi, Ja. v njegovem razredu bi danes rekel, ne? Ni bil, ker Fabjan je bil asistent Wagnerjev. In Wagner se ni, on je imel potem svoj nekak razred, ne? In ta je imel pa svoj razred, ne? Seveda, kot asistent imaš svoj razred, ne? Zakaj ne? Se itak učiš teorijo svojega profesorja, ne? Ampak je bil v njemu, to je važno, to je ključna razlika potem za vse njegova dela. To je glavna stvar. To vi bolj poznate. Drugače pa se ni bilo nič novega rečeno, ne? Drugače, kako? Ja. Mislim, meni je ta prvi del, ki ga je imel Aljoša, bil kar zanimiv. Tiste je bilo zanimivo, ko so študenti nekaj delali, ampak to je bolj razvoj abstraktnega mišljenja, ki je fajn. No, to je bilo vse, to je bilo. Vse ostalo, kar po Plečniku, pa iskreno, pa ni bilo nič novega. Nobeno odkritje, ne? A veste? Ja. Gospa iz Oxforda je itak povedala tisto, ki je že povedala pred 30 leti. Ja, jaz vidim, da je pač... Je povedala tisto, kar je že bilo in da je kaj novega. Banfi gospod je povedal nič posebnega, ker je povedal, kako je nastavil načrt za Zahalhaus, ker tudi vemo, pač, da so bile enkrat bilo tako, enkrat malo drugače. Ni nič posebnega spet, vemo vsi, da je bilo tako. Ampak je zanimivo. Jaz nimam nič proti, no se sem bil do konca. Ja. V redu. Ampak kaj ste že vprašali? No? Ja, sej. Ja, ker me je zanimalo, ker tako sem rekel, jaz sem bil na več teh njegovih AI končnih predstavitvah in so bile zmer zelo zanimiva in tudi to, kar so študente. To, kar so študente, pa zanimivo. Je zanimivo. Je zelo zanimivo bilo. Medtem, ker ta predavanja, kasneje pa moram priznati, me niso ravno prevzeli. To ni nič, ne. Pak ne, svajanje, ne se je dogodek, da se dobimo. To pa je. Ok, smo neskrat. Namreč Plečnik je meni težko izdajati, kogarkoli, tudi Ravnikarja, ampak mogoče bo enkrat čas, ampak ne vem še, zdaj po 80-ih mogoče že čas, mogoče pa nikoli. A veste, ker v bistvu je to tako, da narod gradi mite, ne, in stroka tudi, in potem ti priješ in ta mit razbiješ. Mogoče pa je škoda. Ja, ne, je škoda, ker do resnice nikoli ne pridemo. Ravnikar je vem, kako je delal, kako je razmišljal, sem bil, ne vem koliko, 8 let. Ja. Njegov zadnji asistent, ne, skupaj z Gabrielčičem. Ja. No, sej, mogoče bi jaz... In njegov študent, ne, seveda, tudi prej. Ampak tako da je tako veš, da ni tako, kar je res. Kakor je mit. Ne, seveda. Ker tudi mit je nenavaden, če se že zdaj menbam. Sej ni to pa se menba, ne. Ampak... En tak zanimiv mit se je zgodil meni osebno. Ne? Ja. Ker meni osebno so učitelj en del stroke, ne? Pač
ni važno kjer, ampak en del stroke, da smo v bistvu naredili vse narobe v Ljubljani. Vse narobe. To pravi, vsi projekti, vse je narobe. A ja, mislite tle, V Ljubljani, v Ljubljani. ja, v zadnjih 20 letih. Da je v bistvu vse narobe in da je v bistvu vse v nasprotju tudi s identiteto mesta, ki je bila še ohranjena, ne vem, daj, pač kakorkoli pred 20 leti. Istočasno smo doživeli en velik festival Ravnikarja, ne? Veste, ki je pa res naredil čisto vse narobe. On je naredil vse to, kar bi danes ta isti učitelj. A veste, on je uničil skyline mesta, on je pozidal največja zelena površina sredi mesta. Ne? A veste, on se ni držal nobenih pravil. Ne? On je postavil stolpnice takole pred moderno galerijo, mirno, navogal. Njega ni brigal kontekst. Nič. On pa je res razdiralno delo. In enako Plečnik. Ne? Če bi Plečniku pustili, ne, a veste, da te glavna kapitalna projekta naredi, pa to je katastrofa, bi bila. Ne. Mi smo se pa držali. A veste, dobro, to je že za verjetno pogovor, ampak ni važno. Mi smo delali pa za nazaj. A veste, to se pravi, Mestna vrata, ki sem zelo ponosen na ta projekt, med drugim, ker sem ga dosegel, da se je speljal. Se ravno Janković ni vedel za njega, pa tudi noben drug se ni spomnil. Ne. Ampak to je projekt Mestnih vrat, Bavarski dvor, ne, ki je bil projektiran, izrisan, zamišljen leta 1976. Ne? In ti si to naredil in jaz sem ponosen, da si to naredil. Ja. Ampak to je seveda katastrofa, da si to naredil. Ampak zakaj je bila to katastrofa? Ja, ker si uničil te stolpnice, pa kdo to, pa to, vse veste. Ja, ne vem, zakaj, to vprašate, oni kritizirajo, ne? A veste, to je celo tako, da je prišlo do tega absurda. In to je za mene največja enigma, ne? Ki pa to prepuščam psihologom. Da ne bodo gledali teh plehnatih spak, recimo je bila taka izjava, ne? Plehnatih, pa pločevinasti. Da so to pločevinasti nebotičniki. A pločevinasti nebotičnik je metalka, ne? A veste bil, ki je pa vrhunsko delo. Ne? In tako izmerom je ta, pa nas je to, pa nas nikoli dosežemo razpravo na objektivnih postavkah, da bi se lahko pogovarjali, ampak izmerom zanikanje vsega, ne, in pa ni, ne. Pa Ravnikar pa poznam jaz, ker vem tudi, kako je delal, se tudi vem, kako je ustvaril, tudi vem, kje je vzel on. Da bi to izdal, je to prehodil in zato to držimo tajnosti. Kot da njegov asistent mi je on naročil, to naredi, to naredi, pa naredi to. Ampak zato je prav pustiti nek mit, no, tudi v Plečniku. Ne? Predvsem s Andrejem sem toliko časa ga raziskovala, sva živela pravzaprav, ne? Njegovo pot celo doživljala, to točno vedela tudi, kako je on delal. Ne? In on je veliko zasnov, takih prevratnih, zanimivih, je vzel kar od Fabjanija, ker je bil vendar on njegov učitelj. Ker on je bil, ne Wagner. Ne? Ja. Od Wagnerja šel pa stran v resnici, ne? Zdaj to bi bilo noro, da bi to povedal. Se on ga je zanikal, ne? On je šel stran iz Wagnerjeve šole, ne? Pa zato je razvil svoj slog. Ampak No, pustimo, to so pretežke teme. Ne pretežke, v bistvu mi je zanimivo, ampak ok, dajva mogoče toliko skočiti, da jaz sam predstavim, ker itak smo to že snemamo, tako da to ni, ne vem. A ja, ok, pa. Ja. No, se oproščam. Ne, nisem pripravljen, pa se ni važno, ampak to so take zanimive stvari, ker čista resnica je nekje vedno nekje vmes, ne? Veste, vedno je kombinacija nekih dejstev, zamočanih in nekih dejstev, ki so utvara, ne? Ki so pripisana dejstva. Veste, vedno je neka kombinacija tega. Tako je. Skozi neko zgodovino se vedno nek mit, kot ste rekel, ustvari. Tako je. Ja. Ampak zdaj, mi smo ga pa pripeljali kot skupina AB, ne? In to je zelo zanimivo, ker se tudi ne ve. Mi smo izdali tako monografsko številko AB-ja, skromna, ne, publikacija, ampak vendar v Benetkah, ne, na IUAV, ne, fakulteti. Ne. Zdaj, ona je imela naslov italijanščini šla Il ritorno del mito, ne, tako so oni rekli, se pravi povratek mita, ne, mislim, povratek
pravzaprav izvedli, ne? Ali opravili, kot se temu reče. To je zelo zanimivo. Zdaj je treba pa da je treba ta mit, ki smo ga povrnili, ne? Treba pa mogoče čez... Zdaj, da vas bodo znali ljudje umestiti, bi jaz samo mogoče s predstavo. Da treba ta mit predstavu, potlej pa greva nazaj na mit, če lahko. Je v redu, da je uradno snemanje. Ne, to je že snemanje, se to vedno da noter, ker to gre itak live in je to. Ok, zdaj, da se ne bova preveč razgovorila, predno sploh povem, kdo ste, ne. Moj današnji gost je nedvomno še ena od, kakor sem jaz pojmenoval to serijo legend Ljubljanske fakultete za arhitekturo. Ne. Gre za arhitekta, profesorja, bivšega urednika revije Arhitektov Bilten. Več knjig ste tudi napisal o urbanizmu in o Plečniku, kar se že tako iz te najne preliminarne debate vidi, da ste kar avtoriteta na to temo. Zdaj, iz moje plati, oziroma iz plati generacij študentov, ki ste jih učil, saj jaz sem si najbolj zapomnil po predavanjih o urbanizmu, ki so bila vedno izredno zanimiva. Ne? Tako začinjena z vašim takim, bi rekel, tipičnim humorjem, ker bi bilo treba kančkom tudi cinizma, ne? Ampak vedno so bila to eno od predavanj, ki je človek šel rad, ker je vedel, da bo zanimiv. Zdaj, za širša javnost vas je spoznala, ker ste postal, kako se reče, podžupan. Ja, mestni arhitekt. Mestni arhitekt, podžupan v mestu Ljubljani. Ne? Tako je. Pa še po nečem bi vas morali poznati, pa ne vem, če vas toliko ljudi, sigurno mislim stroka, ja, medtem ko širša javnost pa ne, čeprav poznajo vaše delo. Ne. Vsi poznamo, mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi poznal viadukta Črnikal. Mal kdo pa verjetno ve, da ste ga vi pravzaprav oblikoval z inženir Pippenbacherjem. Ste bil avtor arhitekture tega viadukta. Zdaj, govore je seveda o profesorju Janezu Koželju. Od vseh 4, ki sem vas povabil, se mogoče midva še nekako najmanj osebno poznava, vsem ostalimi sem mogoče malo več interacij. Tako da sem res vesel, no, da ste tudi vi dahnu da, pa se bil pripravljen priti do sem, najdete številko 9, čeprav so številke malo zmešane, pa da imamo tudi midva lahko ta pogovor. Ja, res je zmešan, nekaj 1 je 3, nekaj je 3 in potem priješ, ko si greš v pravo smer, na 9 in potem priješ na 7. Ne? Tako da ta zmešnjava je pač zanimiva. Ne? Ampak je pa vendar znak, kljub samo ene mogoče površnosti. No? Tudi te pri urejanju mesta, da si tudi številke ne morejo slediti, tako kot morajo biti. Ne? Ali ste po vrsti, ne, na eni strani soda, na drugi strani lihe. Ampak nič hudega. To je dobro, če bilo samo to. Če bilo samo tvoje. Ni hudega. No. V glavnem, kakorkoli, jaz sem zelo vesel, da ste tukaj še enkrat, zato ker mislim, da ta serija, moja miniserija o legendah, preprosto ne bi bila popolna, no, brez vas. Ne predstavljam si. Tako da hvala lepa. Ja, hvala tudi vam, da ste me uvrstili. Legenda je, ali jo živiš, ali jo igraš, ne, to jaz še ne vem, ne, to je pač pripisana mislim, glede na to, vrednost, da se niste sami za to uklicali, ampak sem se uklical jaz, potlej, to je že v redu, a ne? Ko imam malo enega drugega pogleda. Dopuščam seveda, ker vi imate kriterije, medtem ko pač zase pa vedno želim in tudi vedno izražam tudi sicer, ne, kjerkoli smo, da raj težim k neki skromnosti, ampak verjetno je to v značaju. No. A veste, da se sam ne postavljaš, da se sam nimaš za nekaj posebnega, ker me to potem spostavlja kot nekoga, ki še ni končal, ki še išče, ki mora še kaj narediti. Ker ko enkrat postaneš legenda, ne, tudi če si potem umišljaš sam, da si že nekaj res velikega, potem da enkrat
se umakneš, ne, v pokoj, kot se temu reče. Ne, se umakneš iz... A je to nujno povezano? Mislim, da je skoraj nujno. Ja. Ne. Ja. Zato je tudi običajno legende postanejo po smrti. Ne. Mislim, za me spoznam Se ne spoznam pravzaprav na legende. Ja. Ali pa tudi iz naše arhitekture stroke, ki bi jim rekel, da so legende, pa še vedno zelo ustvarjajo. Ne vem. Ja, sej. Ampak vendar, zato jim rečemo žive legende. No, žive legende. legende. No, hvala Bogu, ja, to. Žive legende. No, tako, ja. Ker bi bilo pa po svoje škoda, da bi nekdo lahko postal Ja, legenda. Ker jaz mislim, da ta status, ali pa ne status, niti ni to status, bi rekel, to nalepko si nekako prisluži z delom. No, in jaz mislim, da to vi... Si jo, sigurno, ampak pri sebi si jo, ne umišljaš si, no. No, to se mi je pa sigurno boljše ostati odprt, malo nesiguren, ne, tako kot tam, jaz sem bil pred časom na enem tem masterclassu od Glen Marketa, no, in ko smo se poslavljali, ne, je bilo zanimivo, ne, ker so ga tam še eni mlajši kolegi vprašali, ne, kako je zdaj, ko se loti projekta, ki je že toliko zverziran, pa že toliko naredil. Rekel, ne, kolega, trema, vsakič taka trema, da ne vem, če bo šlo, ali ne bo šlo, ali smem, ali ne smem. Ne. To je prava zadržanost. Tako je. Ja, Sej to je. To je ena zadržanost, ki se mi zdi, da je pravzaprav tudi vrednota, ne, temeljna. Absolutno. Da si v bistvu si ves čas omahljiv. No. Zato to te potem sili k temu, da vedno premišljaš vsem tem, kar počneš in predvsem, kaj ustvarjaš in imaš s to povratno informacijo dobivaš in še vedno pravzaprav iščeš po novih izkušnjah in tako naprej. In to te ohranja živega v bistvu. Ja, tako je. Ja. Jaz mislim, da je to nujnost, če hočeš karkoli ustvariti. Drugače pride pa neka samozadostnost, pa aroganca in iz tega pa še nikoli ni tam nič. To je res. Predvsem se pa mnogo, ki seveda ljudi prehitro umakne, v to se izmakne, veste, tudi kamorkoli že, se skrije nekam na starost in se zateče v ta, veste, okrilje, bi skoraj rekel, udobja, in razmišlja samo o sebi in o stvareh, kako si še to življenje ulepljaš in v bistvu, ne vem, mogoče se lažje spi, jaz ne vem. Ampak medtem ko to, da si ves čas zburjan še, veste, in se potem kvarjati vse sami seboj, ni čez enostavno, neverjetno, ampak je pa to verjetno prispevek k nevzdržljivosti. Tako, sigurno, to pa z neki kreativnosti, ustvarjalnosti. Okolje te sili, jasno, se moraš prepustiti mladim tudi drugim. To se moraš zavedati, kako prepustiti. To je verjetno problem, kako se umakniti, kje najdete naslednike. To je izredno težko opravilo in zahtevno in seveda tudi odgovorno. Vi ste naše naslednike. Kdo je prevzel? Prevzem je Rok Žnidaršič je prevzel. V mestu, kaj pa na fakulteti? Na fakulteti tudi je prevzela ena od mojih učenk, ki so mi ves čas napoljeval, to je Polona Filipič. Aha, da ima zdaj vaš predmet. Tako da pravzaprav je zagotovljeno, ampak je to moraš zelo premisliti, kako. Predvsem se moraš pa tudi umakniti, čeprav nekje pa se ni treba umakniti, pa te umaknejo. To je tudi ena moja izkušnja, taka zelo zanimiva, da sem se moral vseeno umakniti iz fakultete, zato, ker sem pač nek predmet, ki je bil nepomemben, ampak vendar zapeljal v eno drugo smer, v tisto smer, ki se mi zdi, da je izredno pomembna za današnjo, recimo, urbanistično, predvsem stroko, tistega čistega urbanizma. Medtem ko, tako da sem sam doživel ta premik, a veste, a je to bolj znanost, a veste, a je to bolj umetnost, tudi v urbanizmu. In se mi zdelo, da seveda sem naletel na neko, kljub samo oviro, da ne smeš biti preveč avantgarden, da moraš biti primerno pohleven, bi rekel, ne smeš biti preveč razpit,
ker to tudi moti. Ne? Ampak to ni nič tragičnega v tem. Ampak je pa zelo zanimivo. No, že nekaj časa je, ker sem jaz malo izgubil stik s fakulteto, pa tako da ne vem, kam ste zapeljali. Ne, to je bil jaz sem imel še nek predmet, ki so ga potem dali enemu drugemu, kakorkoli, ni važno. Ampak to je bil en predmet na urbanizmu, ki je bil postranski predmet, ampak pomemben, ne? Ampak jaz sem ga zapeljal v informatiko, to so predstavitvene tehnike 2, ampak jaz sem ga zapeljal v informatiko, pa ga ne bi smel, ne? Veste, ker je... Se mi zdi, da vem, zapeljal sem ga zato, to druga pa te vprašati, ne? Ampak očitno zakaj ste ga pa zapeljal? Jaz sem mislil, da prav to študenti vzeli, kot da njihova pa v bistvu niso. Ker je postalo naenkrat pretežko. A veste, naenkrat se je pokazalo, da to ne bi, ne? Jaz sem jih vendar napeljeval v te nove možnosti, ki jih strojno učenje pravzaprav omogoča, ne? Veste, kako obvladati pravzaprav to obilico pač podatkov, ki se ves čas zbirajo in prihajajo in odhajajo, ne? Kako s tem ravnati, ne? Veste, kako pravzaprav uporabljati vse to, o čemer smo prej že govorili, ne? Umetno inteligenco, kako mesto pravzaprav počasi predelati, ne? Digitalizirati v tako imenega dvojčka, ne? Da potem ves čas v realnem času vidiš, kaj se z njim dogaja, ne? Veste, da je to pa neka poustvarjena tvarina, ki živi pred tabo in ga ti vidiš, ne, ves čas, ne. Ves čas mu prilivaš nove podatke, nove vrednosti in odlivaš in to analiziraš in tako naprej, ampak to je, zgleda, ni bilo zaželjeno. Čeprav je zelo zanimivo. Predstavitvene tehnike pripeljal, ne pa v... Ja, predstavitvene tehnike se vedno jemljajo, pa nas še vedno so se imale, to slikarska tehnika, ne. So to upodobitvene tehnike, da so to vizualizacije bolj, ne? Jaz sem pa hotel speljati to iz vizualizacije, ne, iz te vizualne sfere, ko bi temu rekel, pa ustvarjena pravzaprav, ne? V preveč znanstveno smer bi lahko rekel, ampak ki je popolnoma bilo logično, ne? Veste. Ne, ker mi tukaj izgubljamo, ne, najbolj, ne, a veste, mi v bistvu ne vemo, s čim delamo, ne. Veste, mesto je tako, kako bi rekel, kompleksen organizem, ne, ampak ki ga vedno malo za njim capljamo, ne, nikoli ne vemo čisto, kako je. Ampak zdaj imamo pa možnost, da bi to naredili, veste, z vsemi temi urodji, ne, z vsem IoT in tako dalje, pač ne bom govoril o vseh teh informacijskih, komunikacijskih tehnikah, ne, in urodjih, ki so na razpolago, ampak v bistvu to gre mimo, ne, malo, to se mi škoda. Mogoče, ampak le pusti, to je prepuščam drugim, ki so v tem res verzirani, ne. Zdaj ste me spomnil, pa ne vem koliko, že kar nekaj let nazaj, tega, kar je bilo na Bienalu, so imeli Japonci na svojem paviljonu predstavljen, kako Tokio skozi leta dihov se spreminjal, pa tako. Oni imajo zelo neka ohlapna pravila, ne? Samo neko mrežo, nek gabarit znotraj tistega lahko postaviš, kar hočeš, zato ker je vse tako veliko bolj temporary, tako bolj začasno, kot pri nas, ne? In je bilo res zanimivo gledati, ker so pa še to zvizualizirali. Tako Tokio kot ta organizem. No, ampak to so za mene predstavitvene tehnike. To je bila fantastična predstavitev, ravno zato pravim, da sem se na to spomnil. V bistvu take temelji na strojnem učenju, veste. Na tako enih nevronskih omrežjih in tako prej. Vse tistem, kar je v bistvu AI, kako da rečemo danes. Pa je Ljubljana toliko zdigitalizirana, da bi to... Ja, seveda je, sem teh podatkov, mi so tudi enkrat enovajo naredili z enim svojim zelo nadarenim študentom oziroma asistentom, ne? Ker smo recimo analizirali navade, ne, in obnašanje sistema, prav, ki ste ga vi omenili, ne, ljubljanskega kolesa, bicikla, tako ne. In smo takoj videli, ne, kako izboljšati sistem, ne. Ker smo en del podatkov dobili, ne, ki prihajajo in pač odhajajo, jih analizirali, ne, kot se temu reče, in z tega ustvarili nek model, kako izboljšati ta model. Super. Kje je premalo koles, kje je prevelik, kje bi bilo treba nove postaje postaviti in tako naprej. To je bilo zelo uporabno. To je bila vaja, ena od študentskih vaj. No, bolj, sem zapeljal v to smer in to ni bilo popularno. Ker, ne, seveda, in če smem, da je povedati vse poresnitev v sebi, se tudi jaz čutim nekako malo odtojenega, ne, od tega. Veste, ker nisem
pač, jaz to sam ne delam, ne počnem, jaz to opazujem, spremljam in tako naprej, a veste. Kako vizualizirati podatke, da bi ostali uporabni. Veste, to je drugo, kot vizualizirati nek prostor, za nazaj, ampak to je vizualizacija za naprej. Da ti vidiš, kako se oni grupirajo, kaj povejo. Vsak, jaz sem zašel več to matematično, računalniško smer, ki je, sem mislil, da je informativna, da bo to zanimivo, pa v bistvu sem pol opazil, da ni bila. Zato, ker si moral uporabljati neko matematično znanje, veste, čisto osnovne. A veste, je bilo treba uporabljati, reči, niliarne enačbe, je bilo treba poznati vsaj po pojmu ali pa se pozanimati, kaj one so, se imajo polno razlag. Ampak v bistvu to nekako ni bilo popularno, moram reči. Kar je zanimivo. Ampak je pa dokaz tega nekako aktivizma, ki ga ves čas živim. Da se ne vzameš, da se malo pomiriš, pa hočeš malo pokazati, ko se kaj nariše in tako naprej umirjeno, ampak da odpiraš tisto, česar ni. Predvsem urbanisti mogli seveda strojno učenje obvladati. To sem absolutno. In danes se dajem delati napovedi, različne scenarije, veste, in potem se scenarije med sabo soočali in tako naprej. To je eno fantastično delo. Ampak se bojim, da se preveč ukvarjamo pa z vizualizacijo. Ker pa pravzaprav... Vizualizacija pomaga razumevati to maso podatkov, ampak mi se ukvarjamo z vizualizacijo forum. To je glavna tema. A bicikel spremlja tudi pot ali samo 2 točki, kjer si ga vzel? Ne, on spremlja vse, on ima skozi te podatke, kdo vzame, kdaj vzame, ob kateri uri. Ampak ne spremlja pa poti. Ne vem, kako oni spremljajo. Ne vem, ampak oni predvsem ne uporabljajo tega, da bi analizirali ves čas. Ker se postaje z enimi drugimi, verjetno, kako mi izhodišči, bolj komercialnimi, kdo bo kaj zraven dal, kdo bo kaj. Tako da se dela na pamet, hočem reči bolj, da ne bom zdaj kritiziral, ker toliko ne poznam, ampak se ne koristimo sigurno v tej meri, kot je bil ta primer. Ja. Mi ne vemo danes, kako je s prometom Ljubljana, vemo, čisto natančno. Pa vendar imamo po moje senzorje povsod postavljene, da bi lahko povedali kaj in tudi napovedali, kaj se dogaja. Nisem prepričan. Prepričan nisem. Ampak za študente, kakorkoli se je pokazalo, da pač poznavanje malo teh matematičnih osnov. Kako se kaj naredi, veste? Kako, ne? Veste? Kakšna je matematična podlaga fraktala, Če že fraktal poznamo, približno kaj to je, pa potem ga uporabljamo recimo za vizualizacijo, 3D, ampak zdaj kaj je za tem, to se ni zdaj popularno. Ne zelava preveč zašla, Ampak to je še odprto. To je odprto. Se pravi, rudarjenje podatkov v urbanizmu je po moje odprta tema in po moje mogoče na filozofski fakulteti oziroma na oddelku za geografijo to verjetno bolj vejo kot pri nas. Ampak to bo, še enkrat povem, da mi ta urode preveč uporabljamo za risanje, preveč uporabljamo za upodabljanje, kot se temu reče, za predstavitve, kot se temu reče, bolj teh oblik, kot pa za pravzaprav... ampak jaz mislim, da te podatke bi bilo z lahkoto spremljati. Jaz mislim, da jih je več kot dovolj, zato ker vsak med nami nosi tole samo. Sigurno, to je že en izver. Ti potem, se tako kot te mapsi znajo napovedati gužvo na cesti. Ampak tega premalo. To je ista logika. Ti veš, kdo se peš premika, kdo teče, kdo premalo, ker bi bila strokovna razprava bila, veste, zato hočem, vse ni to nekaj zame. Mi bi se bolj pogovarjali o dejstvih, ki se danes ne. Ne pogovarjamo o dejstvih. In ta oblika urbanizma, ki sem ga zagovarjal, je v bistvu nek evidence-based urbanizem ali pa evidence-based planning. Veste, ne po občutku, ne po ideologiji, ne kaj je smisel, ne tako naprej, ampak je na osnovi... Urbanizem je sploh ena taka panoga, kjer se mi zdi, da bi pa res moral bazirati na nekih res podatkih, pa študijah, ne samo po nekem občutku. Ampak to je bil eno takih prevratnih stvari in tudi ena stvar, ki vem, ki je bila zelo zanimiva, to se govorijo zdaj v fakulteti, ampak o splošni mentaliteti, ki itak je na Sloveniji takšna ali drugačna, nič ne bom
poskušal razložiti, ne tem poenostavljati, ampak ona je zelo raznolika, ne, izkušnje so zato zelo raznolike. Ves čas smo v neki negotovosti. A si ti preveč prebojen, ali si premalo prebojen in tako to pustva, ne, to zgodbo. Ampak še ena taka zgodba, zelo zanimiva z fakultete je bila. Preveč prebojen. Ja, pri nas si preveč, pa te potem utišajo, ne. Tega mojega asistenta, ki je bil izredni, on je bil doktorat. A veste, niso sprejeli v službo, ne? Če pa veste, da to ni asistenta doktorata, niso ga. Ampak je potem razvil svojo firmo, veste. Ja, zato, ja. Ampak on je tudi razvil svoj program. On je pri teh, on je vstopil, potem postal zanimiv za te največje firme, veste, ki ustvarjajo software na svetu. Ne? Ampak nismo ga znali izkoristiti, to hočem reči. Ne govorim o sebi. Ampak sem imel pa še eno tako izkušnjo, zelo zanimivo, to je tam okoli leta 2000, so povabili me, sem bil vesel, ne, da te najdejo, ne. Če spet v teh legendah, ne vem kako, ampak so me nekako našli, da bi jih mogoče zanimali, da bi svoj predmet, ki sem ga učil, ne. ja, To je urbanistično oblikovanje, oziroma takrat se je imenovalo še arhitektura mesta, da bi postavil to na splet. ja, In ideja je bila, to je bil nek evropski projekt, da naredimo fakulteto za arhitekturo po spletu, online, ja, bi rekel to, nadaljavo. Ne? ja. In to je bilo povabljeno 25 fakultet in vsake fakultete en profesor, ki je dal svoj predmet. In to smo mi uspeli. Jaz sem izbral neko ekipo, sodelavcev na fakulteti. To obstaja zdaj? In smo razvili predmet, ne? Ki ga bo treba razviti in celo razviti tudi tako en design studio, predmet, vsa predavanja, vse to in seveda tudi izpit. In to smo ga spravili v tako stanje, da smo seveda tudi poskusno izvajali predmete online. Tudi je bil tudi izpit, da se je nenavadno, si ga upravil doma, ne, seveda. Na kakšnih metodah, tako, ne, preizkušanje, to je bilo zelo zanimivo, no. Da si lahko uporabljal ves splet, ne, tako so bile sestavljene vprašanja in tudi vse gradivo, ne, in hkrati so, ne, si to lahko preveril potem po statističnih metodah, kako ali znali, ne znam, tako naprej. Zelo zanimiva izkušnja. Ampak vendar je na fakulteti niso sprejeli, ne. Nekje naši? Naše, ja. Jaz seveda sprejel sem to, da sem tudi organiziral enega od simpozijev, ne, vseh teh, ki so prispevali, vseh teh udeležencev, ki so prispevali k tej fakulteti, no, vseh tem nosilcev teh posameznih predmetov na fakulteti. Ampak fakulteta pa ni to sprejela, ne, ampak smo naredili v okrilju fakultete za elektrotehniko. Zaprav ne, je bilo mogoče preveč avantgardno. Aha, jaz sem mislil... To je zelo zanimivo, no, tako kot prejšnja zgodba, no. Se pravi, pa zdaj je prav, da mi zelo predore. Je možno priti do tega predmeta? Ne, tega ni več, to je pa pri programu Evropske unije. Aha. In to je moral trajati, potem je konc tega predmeta. Ne, Aha, ampak smo sodelovali z najboljšimi inštituti na svetu, si predstavljate. Da je firma Nemeček, če se spomnite, Ja, no, poznam. ona je delala program prav za naš design studio. Okay. Veste, smo lahko imeli pač tako en seminar, ne? Ja. Učenje projektiranja in upravljanje vaj. Ne? Posebej. Veste, software je pripravil Fraunhofer inštitut v Bonu. Ne? To je en vrhunski znanstveni inštitut, ki se ukvarja z vesoljskimi raziskavami in tako naprej. Je bila vrhunska stvar. Ampak vendar pri nas ni bilo. Ne? Danji dekan je bil seveda zelo proti temu projektu. Recimo, ne? Se ni treba Ni važno. v hipu narediti celo fakulteto na ta način. Ne, je bil proti projektu. Jaz nisem imel podpore fakultete pri projektu, se je financirala Evropska unija. Ampak pri nas neke inovacije, da bi jih lahko prenašal, je težko in tudi seveda je bilo vedno vse težko. Tako da moje življenje strokovno je bilo vse težko. Ne? Samo v bistvu sem bil ves čas, da ste samo premikali neke stvari, ki so pomembne. Ja, ne vem, to drugi vejo, ampak jaz sem bil ves čas intruder, ne? Tudi moram reči na občini. Ne? Si prišel tudi v neko upravo, ki je pač toga, ne? Če drugega nekaj, se te malo bojijo. In to je moje življenje, no? Če zdaj se že pogovarjamo
o mojem življenju, pravzaprav. Kje so ti vzroki ali kje se je porajala ta legendarnost, kot vi pravite. Ampak v bistvu v tem nelagodju, ki ga ves čas doživljaš, ampak ki ga ti ne spraviš, ne ponotraniš, ampak ga skušaš zdaj premagati s tem, da ves čas hočeš preseči, karkoli že. Kjerkoli, s čimerkoli smo se ukvarjali, smo skušali preseči. To se pravi, smo bili na nek način radikalni. Ves čas v ospredju. In to pomeni, da poznate zakon akcije in reakcije, to pomeni, da si izveda moral to vzeti v zakup, zato se nisi bil čist popularen skozi, obratno si mogel imeti. Ti mogel premagovati vse te silnice. Veste, kaj se je lahko zgodilo, da je AB dobila borbeno nagrado, to je državna nagrada za arhitekturo, kako, Veste, neko glasilo, Da si predstavljate, kakšen bo to upor javnosti strokovne takrat, ne sem naše, tudi jugoslovanska, da se je lahko to zgodilo. Zakaj upor? Ja, ker si vedel dal nekim velikim delom, veste, take nagrade so bile in zelo podobno je bilo tudi, ker borbeno nagrado dobila ta pošta v Remskem Britofu, veste, skupina Kraske, v bistvu znotraj dveh zidov, so naredili sam diagonalni zid in that's it, Skratka, vedno, jaz sem bil vedno zraven, da sem napisal obrazložitev, recimo, za to. Na strani tistega, ki je, kot bi se rekel, upornik, upornik, outsider, premikal meje. Prsi insider, oziroma intruder pa, ampak vse drugače, kot na ta način se ne more zgoditi nič novega. Ne more se. Ni nobenega preboja, ni ničesar. Ni. Bog tako je, da sem razložil to. Ker, kot sem na začetku rekel, zdaj se res v bistvu ne poznava tako. Ja, se. A ne? Zato tudi ne veste. Vi ne veste, da sem jaz pustil študij, recimo, pustil študij in šel za par let v politiko, ampak v politiko, ki je bila opozicijska politika. Ne v politiko, ki je prinašala politične točke ali mogoče celo honorar, ali neko pozicijo. S čim to, kdaj to mislite? Ampak obratno, Na kjer obdobje to mislite? To je obdobje 70-ih let. Sem bil v eno leto predsednik skupnosti študentov Ljubljanskih visokošolskih zavodov. Ampak to je bila edina študentska organizacija v dodani Jugoslaviji, ki ni priznavala programa Zveze komunistov. A veste, ki smo se sicer skušali financirati kot družbena politična organizacija, ampak se nismo mogli, čest, a veste, ki smo bili vedno, in nismo bili del Saveza študentov Jugoslavije, ker si bil nekaj drugega, ampak hkrati si bil tudi tako zraven, ker so te oni upoštevali. A veste, da je ta skupnost lahko živela kot država v državi nekaj let, Veste, je to nekaj neverjetnega, to se danes sploh ne ve. Zdaj smo res izdali tudi zbornik, se mi zdi prav letos, o tem, zato sem dal še enkrat nazaj to zgodovino. Veste, da je obstajala neka skupnost, ki je bila tako demokratična, da je lahko skupina 10 študentov se odločila, da bo naredila neko akcijo, kakršnokoli že, nek projekt, in ga je potem odbor moral realizirati. In to je bilo med vašim študijem? Tudi med vašim, ja. In zanimivo, jaz sem bil, prvi je bil, predsednik je bil moj kolega, si bil sociolog, in zdaj so rekli, drugi mora biti tehnik, zato so najverjetno poiskali na nek način. Že ko sem iskal, sem vedel, da je to nekdo, ki ki ni razdiralen, ampak ki miga nekaj hoče, ampak to je bila ena moja zelo pomembna izkušnja. Zdaj, če pomislite, da so tudi moji kolegi naprej tako naredili, se par let je to še trajalo, ampak da je neka skupnost lahko se organizirala tako, da je imela svoj radio študent, svoj časopis, neodvisen, Tribuna. A veste, da smo lahko razvili vse svoje ustanove samostojno, se pravi ljudsko tehniko, mi smo svojo tehniko, Šolt. Se pravi, smo najboljši fotografi so izhajali iz te šole in tako naprej. A veste, da si imel svojo kulturno ustanovo,
Škoc, tako ne bom zdaj naprej govoril. Vse te Vse to si ti naredil, da smo mi, recimo, mladim materam, samohranilkam, študentkam smo dajali denarno neko nadomestilo. Da si predstavljate? Da si ti bil neka pač skupnost. No, jaz redno rečem, da je bolj država v državi, ki je bila seveda v opreki z tedanjo oblastjo in tudi organizacija tedanjo oblasti, ampak je bila bolj napredna v nje. Zato se mora pustiti primer. In so jo, dokler niso ukinili, seveda, ker vedno pa nekdo pride in to ukine. Dokler nisi bil preveč, ampak se mi zdi zanimivo. Ampak so me tudi delali. Takrat smo odpirali, seveda, tudi za arhitektke in arhitekte in tudi neko novo obzorje, da se lahko sami organizirajo. Da v bistvu čepijo in, kot bi temu rekel, vse te organizacije, da so skrite nekje in se pritižujejo, ampak da lahko sami se izobražujejo, da so sami naredili svobodne katedre, da so sami poklicali ljudi, ki so jih hoteli učiti in da so seveda tudi sami lahko obravnavali kakršnekoli teme, so hoteli, ki so se njim zdele relevantne. To je bila ta soba 25. Ona je del tega vzdušja, tega gibanja. To je pač, med drugim je tudi seveda ta skupnost podpirala take, bi rekel, prevratne akcije, tudi študentov arhitekture in drugih. Tako da je bilo zanimivo. Tako da govoriva o vsem. Kdo je to potem ukinil? Ker te inštitucije, ki ste jih ustvarjali, po moje Tito. A ker Tito osebno. To je bilo enostavno. No, ampak Oni so potem pač ustanovili Zvezo socialistične mladine in so, ne bodo, to so ti drugi programi, zakaj, kako, ampak kakorkoli, ona je umrla po letu 74, jaz sem bil v bistvu 71, kakorkoli. Ona je imela, trajala v bistvu kratek čas, ampak vendar je bil prvi primer tudi prave demokracije, ali te neposredne, demokracije, bi rekel, in hkrati tudi strankarske, ker mi smo dosegli to celo, da smo imeli svojega poslanca, študentskega, veste, to danes nemogoče, da bi imela Zveza študentov svojega poslanca. Ja, razen če stranko. Ja, mi niso bili stranka, ampak smo, ampak smo, penzionisti, sive pantere naredili. Ja, ampak v bistvu smo naredili se tako, kot da smo stranka, se skrili kot stranke in dosegli to, da si imel svojega poslanca. To je po mojem izjemno. Ja. In takrat spravite, da ste zato prekinili študij? Da ste mogli prekiniti, to je pač... Da ste se s tem ukvarjali? Ja, seveda. Ampak to je bilo, smiselno se mi v tem, ker ta organizacija ni bila kadrovska. Veste, vse druge organizacije, družbene politične so bile kadrovske, se pa čist nekje bil, če nekje se izkazal, spelo eno leto, recimo, so te čakale potem druge funkcije, ali se zadele, ali kjerkoli, kakršnakoli. Ne vem, kakršno, kjerkoli. Eni so postali potem predsedniki oziroma direktorji Dela, eni so postali direktorji Inex, Adria Airways, pa tako naprej. Ne se veš, ali pa SZDL, ali pa v partiji, kakorkoli. Sej, logično, da je neka kadrovska šola, ampak mi pa ne. Pa vsi tudi tisti, ki smo vodili, to smo potem šli nazaj v stroko in tam nadaljevali. Tako je ne. Sej kaj pa, zdaj... Sem pač povedal, sem mogoče manj veto. Mislim, jaz o tem ne vem nič, pravzaprav. Ampak je nastala, veste, je nastala tudi, glasba je nastala nova, veste, predvsem pesništvo se je zelo razmaknilo v tistem času, ki je izhajalo iz tega vrenja, to se mi zdi, da je po moje pomembno. No, če vse to takrat nastalo, to je sigurno bil ta prvi polen tak zametek. Ta prva demokracija, demokratičnih sprememb, ja. Nedvomno.